Najprej bi se želel zahvaliti kogovskim dečkom za odpeto slovensko himno. Najlepša hvala. Pričenjamo s konstitutivno sejo občinskega sveta občine Ormož. Na začetku bi želel pozdraviti vse novoizvoljene svetnike občinskega sveta Ormož in novoizvoljenega župana, gospoda Danijela Vrbnjaka, županjo otroškega občinskega sveta Klaro Lijo Žuran in podžupanjo otroškega občinskega sveta Sofijo Lah, občinsko volilno komisijo, direktorico občinske uprave gospod Mileno Debeljak, občinsko upravo, ki sodeluje na današnji seji in prisotne predstavnike medijev. Prosil bi direktorico občinske uprave, da predstavi prisotnim svetnikom navodila za uporabo konferenčnega in glasovalnega sistema. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Najprej bi iskreno čestitala vsem novo izvoljenim svetnikom občinskega sveta Ormož in pa seveda županu. V kratkih besedah oziroma na kratko bi rada predstavila navodilo za uporabo konferenčnega sistema in pa glasovalnega sistema, ki se dejansko uporablja na sejah občinskega sveta. Pa najprej bi govorili o konferenčnem sistemu. Če se želite prijaviti k besedi, je potrebno pritisniti tipko pod mikrofonom. Se pravi, na tej napravi pritisnite torej tipko. Na podlagi vrstnega reda prijavljenih svetnikov potem župan oziroma predsedujoči poda besedo. Potem, ko sveti rdeči krogec na mikrofonu, lahko začnete govoriti. Po končanem govoru se je potrebno s ponovnim pritiskom odjaviti. Torej se pritisne ta gumb in se potem naredi odjava. Kot veste, se na občinskem svetu uporablja ta glasovalni sistem preko teh digitalnih orodij in v klopeh oziroma za mizo imate glasovalno napravo, kjer so določene tipke in sedaj vam bom razložila, katere tipke je potrebno kdaj uporabiti. S tipko prijava, če vidite, je zapisano zraven tudi send, potrdite svojo prisotnost na seji. Kasnejše glasovanje je omogočeno samo potrjenim občinskim svetnikom, torej tistim, ki ste se prijavili. Potem je alternativa, se pravi glasovanje za ali proti. Svoj glas za zeleno oddate s pritiskom na zeleno tipko, če pa želite glasovati proti, pa rdečo tipko. Če pa ne želite glasovati, potem ne pritisnete nobene tipke. Potem se na ekranu tipkovnice oziroma izpiše številka, za katero ste glasovali. V primeru pomote lahko v času odprtega glasovanja svoj glas spremenite s pritiskom na želeno tipko. Sedaj je sicer bilo veliko besed, ampak smo vam kratka navodila tudi dali k vašim sedežem oziroma mizi, tako da lahko vedno pogledate tudi, če karkoli ne bi bilo jasno. Hvala lepa. Hvala. Za današnji dnevni red na seji občinskega sveta predlagam naslednje. Prvič, ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta Ormož. Drugič, poročilo občinske volilne komisije občine Ormož o izidu volitev v občinski svet občine Ormož in volitev za župana občine Ormož. Tretjič, imenovanje komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta Ormož in ugotovitev izvolitve župana občine Ormož opravi mandatna komisija. Četrtič, poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članom občinskega sveta Ormož. Petič, poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana občine Ormož. Šestič, slovesna prisega novega župana in nagovor. Sedmič, ugotovitveni sklep o nezdružljivosti funkcije župana s funkcijo člana občinskega sveta. In osmič, imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. V pojasnilo podajam, da se o dnevnem redu ne razpravlja in ne glasuje. Pod prvo točko imamo ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta. Ugotavljam, da je od 20 članov občinskega sveta na seji prisotnih 18 novoizvoljenih članov občinskega sveta. Tako da smo prvo točko zaključili. Točka 2. Poročilo občinske volilne komisije Ormož o izidu volitev v občinski svet občine Ormož in volitev župana občine Ormož.
Poročilo občinske volilne komisije občine Ormož o izidu volitev v občinski svet občine Ormož in volitev za župana občine Ormož so novo izvoljeni svetniki prejeli z gradivom. Prosim predsednico občinske volilne komisije, gospod Nikolino Gregorec, da poda poročilo o izvedbi rednih lokalnih volitev v občinski svet in volitev župana. Izvolite. Lepo pozdravljeni v imenu občinske volilne komisije. Poročilo o izidu volitev župana občine Ormož. Na volitvah 20. novembra 2022 je imelo pravico voliti 10.054 volivcev. 10.054 volivcev je vpisani volilni imenik, s potrdilom ni glasoval noben. Skupaj je glasovalo 5.156 volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je 5.156 glasovalo na voliščih po volilnem imeniku, po pošti ni glasoval noben. Za volitve župana občine Ormož je bilo oddanih 5.156 glasovnic. Ker so bile prazne oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 56 glasovnic neveljavnih. Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov. Ivan Škrlec 442 glasov, Danijel Vrbnjak 4.658 glasov. Občinska volilna komisija na podlagi prvega odstavka 107. člena zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je bil za župana občine Ormož izvoljen Danijel Vrbnjak, ker je prejel večino veljavnih glasov. Poročilo o izidu volitev svetnikov občinskega sveta občine Ormož. Za volitve svetnikov občinskega sveta je bilo oddanih 5.156 glasovnic. Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih 2 ali več list kandidatov, je bilo 128 glasovnic neveljavnih. Veljavnih je bilo 5.028 glasovnic. Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov. Desus 142 glasov, Gibanje Svoboda 936 glasov, Slovenska nacionalna stranka 232 glasov, Nova Slovenija, Krščanski demokrati 226 glasov, Slovenska demokratska stranka 1959 glasov, Konkretno 343 glasov, Lista Gradimo prihodnost skupaj 572 glasov, Slovenska ljudska stranka 301 glas, SI Ormož 114 glasov, Socialni demokrati 203 glasov. Svetniki občinskega sveta Ormož izvoljeni na volitvah dne 20. novembra 2022 so Damjan Rajh, Danijel Vrbnjak, Zinka Hauser, Slavko Kosje, Danilo Korotaj, Matej Hebar, Valerija Kolenko, Andrej Kosje, Natalija Volmut, Nives Petek, Anton Zadravec, Nino Kolarič, Miroslav Novak, dr. Simon Kolmanič, Blanka Pavlovič, Miran Kuharič, Zlatan Fafolič, Dušan Dovečar, Janez Marin, David Hržič. Hvala. Hvala predsednici za podano poročilo. Predajam poročilo v razpravo, če želi kdo razpravljati. Kolikor ne želi, predlagam naslednji sklep. Občinski svet občine Ormož se je seznanil s poročilom občinske volilne komisije občine Ormož o izidu rednih volitev v občinski svet občine Ormož in za župana, ki so bile dne 20.11.2022. Preidemo na glasovanje. Ugotavljam prisotnost. Glasujemo, kdo je za glasovanje. Nadaljujemo, kdo je proti. Nihče. Ugotavljam, da je z 18 glasovi za prejet sklep, kot sem ga prečital predhodno. Preidemo na tretjo točko. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta Ormož in ugotovitev izvolitve župana občine Ormož. Mandatna komisija. Glede na predlog, ki je bil dogovorjen na sestanku nosilcev list, predlagam, da se v mandatno komisijo imenujejo naslednji člani in predsednik. Valerija Kolenko za predsednico, Damjan Rajh ter Matej Hebar za člana. Ugotavljam, da Mateja Hebarja ni prisotnega, potem bomo morali določiti še enega člana za
mandatno komisijo. Jaz bi predložil kar gospoda Nina Kolariča iz stranke GPS. Moramo glasovati. Dajem predlog na glasovanje. Ugotavljam prisotnost. Kdo je za? Je kdo proti? Ugotavljam, da je z večino prisotnih sprejet sklep, da se Nino Kolarič imenuje v mandatno komisijo. Oziroma se opravičujem, vsi trije člani, ki so bili predlagani v mandatno komisijo. Odpiram razpravo. Vkolikor ni razprave, Občinski svet občine Ormož predlagam sklep. Občinski svet občine Ormož imenuje mandatno komisijo v sestavi Valerija Kolenko predsednica, Damjan Rajh član in Nino Kolarič član. Dajem takšen predlog na glasovanje. Ugotavljam prisotnost. Kdo je za? Je kdo proti? Ugotavljam, da je z večino glasov prisotnih sprejet sklep, kot sem ga navedel v predhodno. Preidemo na 4. točko, poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članom občinskega sveta Ormož. Zaradi seje mandatne komisije odrejam 10-minutni odmor. Prosim predsednica mandatne komisije, gospod Valerijo Kolenko, da poda poročilo mandatne komisije. Mandatna komisija je pregledala poročilo občinske volilne komisije o volitvah v občinski svet in potrdila o izvolitvi članov občinskega sveta. Mandatna komisija predlaga občinskemu svetu, da potrdi mandate naslednjim članom občinskega sveta: Damjan Rajh, Danijel Vrbnjak, Zinka Hauser, Slavko Kosi, Danilo Korotaj, Matej Hebar, Valerija Kolenko, Andrej Kosi, Natalija Volmut, Nives Petek, Anton Zadravec, Nino Kolarič, Miroslav Novak, dr. Simon Kolmanič, Blanka Pavlovič, Miran Kuharič, Zlatan Fafolič, Dušan Dovečar, Janez Marin in David Hržič. Hvala predsednici za podano poročilo. Predlagam, da se predlagani sklep mandatne komisije potrdi in ga dajem v sprejem. Sklep se glasi: Občinski svet občine Ormož potrjuje mandate članov občinskega sveta občine Ormož: Damjan Rajh, Danijel Vrbnjak, Zinka Hauser, Slavko Kosi, Danilo Korotaj, Matej Hebar, Valerija Kolenko, Andrej Kosi, Natalija Volmut, Nives Petek, Anton Zadravec, Nino Kolarič, Miroslav Novak, dr. Simon Kolmanič, Blanka Pavlovič, Miran Kuharič, Zlatan Fafolič, Dušan Dovečar, Janez Marin in David Hržič. Glasujemo. Ugotavljam prisotnost. Glasujemo, kdo je za? Je kdo proti? Ugotavljam, da je z večino glasov prisotnih svetnikov potrjen sklep, kot sem ga predlagal predhodno. In s tem je sklep sprejet. Prehajamo na 5. točko. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana občine Ormož. Prosim, da poročilo mandatne komisije o ugotovitvi izvolitve župana poda predsednica mandatne komisije, gospa Valerija Kolenko. Mandatna komisija ugotavlja, da je za župana občine Ormož izvoljen Danijel Vrbnjak. Glede na podano poročilo mandatne komisije občinskemu svetu, predlagam, da sprejme ugotovitveni sklep,
da je na rednih lokalnih volitvah za župana 20.11.2022 bil izvoljen za župana Danijel Vrbnjak, magister poslovnih ved. Občinskemu svetu predlagam naslednji sklep. Občinski svet občine Ormož ugotavlja, da je bil na rednih volitvah za župana dne 20.11.2022 za župana občine Ormož izvoljen gospod Danijel Vrbnjak. Glasujemo. Ugotavljam prisotnost. Zaključujem ugotavljanje. Kdo je za? Je kdo proti? Ugotavljam, da je z večino prisotnih glasov svetnikov sprejet sklep, kot sem ga predlagal predhodno. Prihajamo k 6. točki. Slovesna prisega novega župana in nagovor. Vabim dosedanjega in novoizvoljenega župana, gospoda Danijela Vrbnjaka, da poda slovesno prisego novega župana in nagovori prisotne. Pred prisego pa prosim direktorico občinske uprave, da županu preda lento, ki jo nosi vsakokratni župan. Prvo, slovesna prisega župana. Slovesno prisegam, da bom dolžnosti župana opravljal vestno in odgovorno, spoštoval pravni red Republike Slovenije in občine Ormož ter z vsemi močmi deloval za čast, blaginjo in razvoj občine Ormož ter njenih občank in občanov. Spoštovane občinske svetnice, občinski svetniki, predsedujoči, mini županja, mini podžupanja, spoštovani predstavniki medijev, spoštovani zaposleni občinske uprave, lepo pozdravljeni sedaj na tej prvi konstitutivni seji. Ko opravljaš različna dela, opravljaš tudi delo za različne cilje. Danes sprejemamo vsi skupaj veliko dolžnost, veliko zadolžitev v dobro našega kraja, v dobro naših ljudi, s katerimi živimo. Ko opravljaš delo za vse to, kar imaš rad, verjamem, da vlagaš vso dodatno energijo, vso dodatno moč k tistemu, da omogočaš čim boljše bivanje, čim boljše sobivanje, čim večji razvoj ne samo kraja, ampak kompletnega, bi rekel, sistema, v katerem delujemo. Jaz verjamem, da bomo tako kot v mandatu 2018-2022, ko smo si na zadnji seji vsi občinski svetniki izmenjali roko, se pozdravili, šli na skupno večerjo, zaključili eno plemenito dejanje v dobro naših občank in občanov, s skupnimi idejami in predloge smo doprinesli k temu veliko. Glede na to, da nas čaka leto polno idej, polno predlogov, mandat z velikimi izzivi, želje, potrebe, interese občank in občanov so velike in jaz verjamem, da to skupaj zmoremo. Skupaj bomo zmogli v tej sobi z eno konstruktivno debato, z konstruktivnim sodelovanjem, z podajanjem odličnih predlogov, idej, katere bomo skupaj želeli uresničiti v dobro vseh nas in vseh tistih, ki z nami živijo, in jaz verjamem, da nam bo to uspelo. Jaz verjamem, da bodo tudi debate, predloge, ideje šli v konstruktivno smer, v cilj, da izboljšamo našo življenje v naši občini Ormož. Vedno bodimo ponosni na vseh naših dogodkih, na vseh naših predstavah, na vseh naših odličnih dosežkih športnikov, kulturnikov, takšnih in drugih dejavnikov v naši občini, ko promovirajo naš kraj. Ponosni smo absolutno na naš kraj z takšnih in drugačnih vidikov. Konec koncev izhajamo iz najlepšega dela Slovenije, iz najlepšega dela sveta. Kadar gremo kam drugam, radi pridemo domov in to nam naj da tisto srečo, za katero živimo. Kot župan vam želim res uspešno delo, konstruktivno sodelovanje vseh svetnikov. Ne bomo, kot smo povedali, se delili na leve in desne,
ne bomo občinskega sveta delili na koalicije in opozicije, ampak želimo si sodelovanja, projektnega sodelovanja, katerega bomo skozi načrt razvojnih projektov, skozi predloge samega občinskega proračuna, v sodelovanju, se pravi tudi z državno politiko, z državnim in pa evropskimi proračuni, uspeli uresničiti tisto, za kar smo tukaj, in jaz verjamem, da nam to uspe. Tako da pogumno naprej, z roko v roke za občino Ormož, in jaz verjamem, da smo danes tisti, ki bomo premaknili meje, katere se do sedaj niso uresničili na bolje, in pa marsikatero stvar tudi premaknili na tisto stopničko, na katero ne bomo samo ponosni občanke in občane občine Ormož, ampak bodo tudi dobre prakse naše Republike Slovenije. Hvala tudi za vaše zaupanje, hvala tudi za vašo potrditev za nastop županskega mesta. Sam pa obljubim, da se bom potrudil po svoji maksimalni moči, vložil sebe v to delo, ne z 8-urnikom, ampak delo, ki bom ga živel v tem 4-letnem obdobju, z vsem fizičnim, psihičnim izkušnjami, ki sem si v tem delu nabral, tako da bom pomagal vsakomur, konec koncev pa občinski svetniki, ki ste že delovali, tudi sporočam vsem tistim, ki sedaj nekako začenjate to pot občinskega sveta, da so moja vrata za občinske svetnike vedno odprta in da je moj telefon dosegljiv 24 ur, 365 dni v letu. Hvala še enkrat in uspešno na pot boljše občine Ormož. Hvala županu za spodbuden nagovor na začetku dela našega novega občinskega sveta. Mi pa prehajamo k 7. točki današnjega dnevnega reda, in sicer ugotovitveni sklep o nezdružljivosti funkcije župana s funkcijo člana občinskega sveta. Pri tej točki dnevnega reda bi predal besedo gospe Mileni Debeljak in jo prosim za uvodno obrazložitev. Hvala lepa za besedo. Ker je gospod Danijel Vrbnjak sprejel mandat župana občine Ormož, občinski svet ugotavlja oziroma bo ugotovil, da mu je predčasno prenehal mandat člana občinskega sveta iz razloga nezdružljivosti funkcije župana s funkcijo člana občinskega sveta. Namreč 5. alineja 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi govori o tem, da članu občinskega sveta preneha mandat, če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta, župana in podžupana. Zaradi ugotovljenega stanja je potrebno sprejeti ta ugotovitveni sklep, da dejansko predčasno preneha mandat gospodu Danijelu Vrbnjaku in se potrdi torej ta nezdružljivost. Hvala lepa. Hvala, gospod direktorici, za podano obrazložitev. Sprašujem, če želi kdo razpravljati. Vkolikor ne, predlagam sprejem naslednjega sklepa. Občinski svet Ormož ugotavlja, da je županu Danijelu Vrbnjaku, rojenem 15.4.1983, Miklavž pri Ormožu 41a, 2275 Miklavž pri Ormožu, predčasno prenehal mandat člana občinskega sveta iz razloga nezdružljivosti funkcije župana s funkcijo člana občinskega sveta. Na podlagi 5. alineje prvega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi, Uradni list Republike Slovenije številka 9407, uradno prečiščeno besedilo 7608, 7909, 5110, 4012, ZUJF 14/15, ZUJF 11/18, ZPSDLS 30/18 in 61/20 in še ZIUZEOP 80/20. To je obrazložitev, pa ker ni bilo razprave, predlagam, da glasujemo. Ugotavljam prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Kdo je za? Ugotavljam, da smo vsi prisotni potrdili sklep, kot sem ga predlagal.
Prehajamo na 8. točko. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Podajam naslednji predlog za člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje. Valerija Kolenko, Zinka Hauser, Slavko Kosi, Matej Hebar in pa Miran Kuharič. Želi kdo razpravljati o tem predlogu? Vkolikor ne, predlagam občinskemu svetu naslednji sklep. Občinski svet Ormož imenuje Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v sestavi Valerija Kolenko, Zinka Hauser, Slavko Kosi, Matej Hebar in pa Miran Kuharič. Glasujemo. Ugotavljamo prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Glasujemo. Kdo je za? Ugotavljam, da so vsi prisotni glasovali za in s tem je predlagan sklep sprejet. S tem smo prišli nekako do konca naše današnje seje, pa vam spoštovani še enkrat čestitam, predvsem vsem novoizvoljenim svetnikom in županom za izvolitev. Hkrati se želim vsem zahvaliti za konstruktivnost in da smo lahko uspešno izvedli prvo konstitutivno sejo. Tudi v prihodnje si želim dobrega sodelovanja z vsemi svetniki in županom in da bo delo občinskega sveta v novem obdobju uspešno. Hvala.